Drage moje gledalke in gledalci, dobrodošli v lep večer. Želim si, da bi se vas nocoj dotaknilo, kot se mene vedno znova, sporočilo gibkega duha, da je učenje temelj sprememb, avtocesta do notranjega miru. A sem zakomplicirala? Mogoče. Tako po domače pa lahko povem, da je na mojo življenjsko pot prelomno in bistveno vplivala moja učiteljica v osnovni šoli. Pravzaprav ni bila samo ena. Več odličnih učiteljic sem imela v življenju. In Katarina je ena izmed njih. Verjetno ima vsak izmed nas svojega učitelja, ki je pomembno vplival na njegovo življenje. In učenje je, ne glede na kateri strani procesa si, vseživljenjski izziv, ki ni nujno povezan z leti. Katarina Marinč je učiteljica z velikim U. Je certificirana učiteljica kundalini joge in zaradi nje sem se tudi jaz zaljubila v to globoko vadbo telesa in duha. Njeno življenje je eno samo učenje sebe in drugih, raziskovanje joge, svete geometrije, duhovnih poti, ki jih je združila v svojo posebno šolo Living Love, učenj in tehnologije. Zaljubljena je v življenje in to ljubezen konkretno živi tudi skozi naravo. Je velika poznavalka divjih rastlin in strastna kuharica divje hrane. In tudi to znanje deli na široko. In zraven nje se ne more zgoditi, da bi bil lačen. Se bo že kaj našlo na travniku? Reče in se zvonko nasmeji. Je ljubiteljica lepega. Njeni krožniki in pogrinjki so eksplozija barv njenih ljubih rožic, tistih užitnih, o katerih se nam še sanja ne, da jih lahko tudi pojemo. Tako so, dragi moji, starodavna znanja o divjih rastlinah tukaj. Tudi zaradi nje jih spoznavamo in se z njimi sladkamo. Zato vas srčno vabim, da večer preživimo v njeni družbi, čeprav se na trenutke zdi, da njena milina in dobrohotnost nista s tega planeta. Dobrodošla, Katarina Marinč, draga moja učiteljica. Draga Zvezdana, moja prijateljica. Izvoli, sedi. Hvala. Dobrodošla, draga moja lepa Katarina. Mislim, ti si ena, kot da si rožica oziroma eno platno slikarsko v tej obleki. Mislim, kje si to najdla? To sem si pa letos kupila za rojstni dan na Mauriciju in ko sem jo zagledala, sem rekla, ta obleka pa govori veliko mojih zgodb. Ja. Kako lepo. Mislim, zelo sem vesela, da se končno midve tudi še tako javno, da bom lahko delila vse to, kar ti si, tvoja bogatstva. In ti o poklicu učitelj, o učiteljevanju vedno tako govoriš s tako strastjo, da sem jaz redko koga v življenju srečala, ki bi tako iskreno, neskončno bil zaljubljen v to poslanstvo učiti ljudi. In tako tudi posvečeno. Ker jaz mislim, da so učitelji pravzaprav neskončno pomembni. Bolj pomembni kot politiki, pa predsedniki, pa duhovniki. Kaj je to biti učitelj? Ja, kadarkoli se rabim predstaviti, pa mi rečejo, kaj delaš, rečem, jaz sem Katarina. In če rečejo, poveš malo več, rečem, sem učiteljica. In ja, mislim, da poleg zdravnikov so učitelji
res zelo pomembni. Otroci, ali pa tudi mi odrasli, predvsem pa otroci preživijo večino svojega otroštva v vrtcih, v šolah, celo več kot starši. Ja, ampak kaj je zate to učitelj? Ne kaj nam pomeni, ne? Se definitivno na vsakega izmed nas je kakšen učitelj vplival, ne? Meni to pomeni, da imam možnost, priložnost in jaz temu rečem tudi blagoslov, spoznati vsakega otroka ali pa vsakega odraslega. Nekaj naravnega je bilo to vedno v meni. Potem seveda, ko sem raziskovala razna duhovna znanja, bi lahko rekla, ja, smo v službi duše, esence, osebe. In ker sem tudi zelo intuitivna, potem začutim, kaj otrok potrebuje, hkrati kaj ga veseli, kje rabi podporo, in enako karkoli naučimo nekoga, pa da potem ta oseba to zaživi v življenju. Kaj je lepšega? Mislim, da tako smo večni in da živimo skozi druge ljudi. Kaj ti doživljaš noter, naprimer, ko učiš, ko predajaš, naprimer, znanje jezika, francosko, pa te gledajo vsi, naprimer, zdaj bo spet francoščina, je suis, tu, ja, nekaj. In ti, kakor jaz vem, se vedno nekako poskušaš narediti učenje zabavno, drugačno, kakor smo mi navajeni. Kaj ti doživljaš takrat, ko gledaš? Vedno gledam, da je tudi meni zanimivo, da ni anemično, da meni ne bo dolgčas. Ja, da meni ne bo dolgčas in da lahko na različne načine isto stvar predstavimo. Se pravi, tudi če bi otrok star 4 leta, se bomo učili sadje, v redu bomo sadje prinesli, potem ga bodo lahko tudi mi že se dotikali, pa bomo sadje plesali. Če ga bomo že plesali, kaj pa če bi dodala maorsko glasbo, ker sem ravno prišla iz Nove Zelandije, se pravi, dam še to, potem pa rečem, kako je pa ta in ta slikar slikal sadje, pa zakaj ne bi že pri 3-4 letih spoznali enega gospoda, ki je nekoč živel v Parizu. Pariz, kaj pa to, tam je pa Eiffel, ja pa dajmo narediti Eiffel stol, položaj joge, kako bi ga to z jogo naredili. In potem je to meni ves čas užitek, otrokom tudi. Ampak ti si to bila učiteljica pred 20 leti, ne? Nekaj tazga, še več skoraj. Se pravi, ti si takrat pred 20 leti tako učila, ali kaj? Jaz sem že pred 33 leti pričela poučevati, tako da sem že takrat učila, kar sem kasneje ugotovila, da so to metode po Rudolfu Steinerju, po Montessorijeve metode od nje, ampak to je bilo v meni, mislim pa, da tudi zahvaljujoč moji mami, ki je bila učiteljica in sem jaz že kot otrok bila vedno prisotna, veliko prisotna v internatu in v stiku, ker je učila otroke s posebnimi potrebami. Se pravi, ta poklic, učiteljevanje, to poslanstvo ti je bilo položeno v zibko. Kje se je? Se pravi, rodila mala Katarina, kako je zrastla, kje, kako je to bilo, kako te je okolje podpiralo in oblikovalo? Ja, rodila sem se v Ljubljani, mami je bila takrat še študentka, potem sva 1-2 leti, še skupaj z očetom smo živeli v Novem mestu, torej na Dolenjskem. Potem se je že zgodila ločitev staršev zaradi zelo žalostne družinske zgodbe, kjer sem jaz izgubila očeta, on svojo ženo in hči in vsi skupaj družino. Pri 4 letih in pol je moja mami zelo zbolela in od takrat naprej je bilo moje življenje vse do 20. leta, ko je umrla, res eno upanje, kaj lahko jaz naredim, da bi ona lahko živela, da bi bila zdrava. Tako da sem zelo zgodaj odrasla in tudi mami je vedno rekla, da sem njen najboljši psiholog. Tako da zdaj pri 53 letih živim tisto punčko, ki hodi po travnikih, ki si upa sredi Ljubljane po lužah skakati. In živeti to notranjo punčko v sebi, ne glede koliko časovnih let na tej časovni premici imam. Ti si mi enkrat povedala eno zgodbo, ki je jaz nikoli ne bom pozabila, kako si v bistvu bila na nek način samorastnica, staro mamo, kako si čakala mamo
Mislim, to so bile velika bremena zate, a ne? Veliko takrat, ko si otrok, niti ne veš. Kasneje, ko sem tudi jaz zbolela v moje fizično telo in ko sem začela iskati vzroke, ko je bilo potrebno iti v daljno otroštvo in pogledati globoke čustvene rane in kako te zaznamuje življenje že v zgodnjem otroštvu. Kot otrok se spomnim tega, da mislim, da si nisem niti dovolila biti žalostna. Gledala sem, da bom pridna punčka na kmetiji. Zelo sem hvaležna, da sem imela kje biti, da me je stara mama vzela, vendar to je bila ogromna kmetija in se je ogromno delalo od jutra do večera. Nihče te ne vpraša, kako si, seveda nisem bila lačna, poskrbeli so za mene, radi so me imeli, mi ni bilo pogovorov, ali pogrešaš mamico, nikoli nisem vedela, kdaj bomo šli na obisk. Tako da, ali bo to čez 2 tedna ali čez 1 mesec, kdaj jo bom videla in kdaj bo prišla domov. Tako da moje tolažnice, ja, so bile vedno rožice, one so bile moje tolažnice, z njimi sem se pogovarjala. Odrasla sem med prstjo in mravljami, še moja prababica me je vedno vzela na njivo. Ni bilo lahko, ni bilo lahko. Spomnim se zdajle, ko to govorim, kako sem vedno čakala babico, da je končala delo v hlevu in to se je končalo zelo pozno po noči. Dostikrat sem bila kar z njo, ker nisem želela biti sama, ker me je noč spomnila na to, da nimam nikogar, ki bi me objel. In tako da ja, živali, stara mama, rastline, delo so tiste, ki so me takrat zapolnjevale. In spomnim se, ja, ko sva se midve spoznali in ko smo bili na morju in ko nisem nič razmišljala in ti povedala, je prišla v spomin ta moja zgodba, kako sem na peskovniku, ki je bil pred hišo, čakala ob petkih, gledala v dolino, tam smo se kot otroci tudi sankali, ali bom videla kakšno postavo, ki bo prišla iz gozda, ker sem vedela, da če bo mami prišla iz Ljubljane, iz bolnice, bo prišla skozi tisto pot, ker je bila krajša, kot če bi šla vse naokoli po asfaltni cesti. In je takole mala Katarina čakala svojo mamo. Ja. Mislim, tudi njuna, se pravi zgodba tvojega očeta in tvoje mame je kot ena ta tragedija oziroma ta drama Romeo in Julija, ne? Tudi pri vas sta šla ona dva narazen, ker se družine niso v bistvu razumele, ali kako? Ja, to je zelo, zelo žalostna zgodba. Zelo težko je sprejeti, da starša, ki sta se ljubila, tega nista zmogla živeti in marsikdo bi lahko rekel, kako nista bila dovolj močna, vendar treba se je preseliti v 70. leta, da bi to razumeli. Mami mi o tem ni veliko govorila, ker me ni želela obremenjevati, sem pa po njeni smrti našla ogromno dnevnikov in se tam marsičesa naučila, tudi odpuščanja. Poskusiti razumeti, kaj se je dogajalo. Oče je še živ, tako da njega sem kasneje poiskala in ga lahko več vprašala. To je ena zgodba, kar me je sicer vedno, bom tako rekla, v življenju na noge postavilo, ker je bilo dostikrat težko, je bilo to, da sem bila sad ljubezni. Kljub temu, da potem nismo živeli skupaj, v meni ta spomin, ko se moški in ženska resnično ljubita, tudi če potem nista zmogla tega živeti zaradi mnogih razmer, kot bi celice vedele, kako to je. In to je potem nek smerokaz, ki ni nujno, da ga iščeš v partnerstvu, ampak esenca ljubezni, ki jo čez karkoli živiš, predajaš potem. Ker imaš GPS, jaz temu rečem. Zgodba sama je pa bila taka. V bistvu zelo pomembna je. Zato te sprašujem o njej, ker se mi zdi tako zelo pomembna za Slovence nasploh, a veš, za nas občutek, da nismo dovolj vredni oziroma kam ta praznina lahko pripelje, ne?
To je v bistvu zgodba, ki nas lahko veliko nauči in žal se dogaja, sicer ne v moji družini, ampak v Sloveniji, že vse od druge svetovne vojne. In seveda bom povedala samo ene dele, ker želim ohraniti mamico in to zgodbo tudi v zasebno. Zgodba bila taka, da je stric od moje mami, torej ne moj stric, od moje mami, želel zelo voditi, kako živijo člani družine. Zdaj v današnjem času in tudi jaz kot terapevtka bi znala to zelo na psihološki način razložiti, kakšen tip osebnosti to je. In moja mami se je torej poročila z mojim očetom, njegov oče pa je bil med vojno partizan, torej je branil Slovenijo. Ja. In temu stricu to ni bilo povšeči glede na stričeva prepričanja. In je želel, da se moja mami loči in ji je dal na izbiro, zelo težko izbiro, zdaj zelo se trudim, da ne bi jokala, da rabi izbrati med svojim možem ali svojim otrokom, da me bodo vzeli, če se ne bo ločila. Mislim, to je prav, kako bi rekla, velika zgodba, ki mislim, prav v dramskih razsežnosti, ne? Ker večkrat se mi pogovarjava o tem, kako ti tudi živiš v tujini, hodiš po svetu, kako opazuješ, da v bistvu Slovenci, mi kot narod, se pravi, se med sabo kregamo in ti si zdaj en konkreten sad tega razdvajanja, hkrati pa mi velikokrat rečeš, da si Slovenci živimo, kot da si ne zaslužimo biti enkratni, kot da ne verjamemo, da smo res enkratni, a ne? Ja. In se rajši kregamo, namesto da bi tako, znamo stopiti skupaj, kadar je hudo, ko nam je pa lepo, zakaj nismo veseli, če je nekdo zdrav, če je nekdo srečen, če je nekdomu uspelo, če nekdo živi v miru, oziroma dopustiti vsakemu, da živi svoje življenje. Kadarkoli gremo v tujino, mi vedno rečejo, že ko sem imela 20 let, ko sem šla, Katarina, če bi imeli mi tretjino tvojih talentov, 100 tvojih znanj, kaj bi mi že vsega tega naredili? Meni se je pa zdelo, da še nič ne znam, a ne? In v Sloveniji, če pogledamo na to kolektivno rano in seveda na to gledamo samo zato, da bi se bolje razumeli in da bi znali drugače živeti. Torej, to ni kritika, to je vpogled, a ne? In vsak potem lahko pogleda in s tem sebe najde, če čuti, je to, da ne samo, da imamo pomanjkanje lastne vrednosti, ampak se jo tudi bojimo. In z psihološkega vidika pomeni, da, in to je znanstveno dokazano, da zadnji del možgan, ki skrbi za preživetje, bo vedno izbiral to, kar mi že poznamo. Torej, če sem jaz večino življenja žalostna, če sem večino življenja v depresiji, če sem večino življenja v pomanjkanju, mi bo ta del možganov govorilo, Katarina, ti obstajaš, če si žalostna, ti si, če si lačna, ti si, če težko plačaš položnice. Čeprav to ni dobro zame, mi bo govorilo, to ti si. Če ti ne bo žalostna, tebe ne bo, se pravi, boš umrla. In nihče od nas ne želi umreti, zato nezavedno ohranjamo žalost, ohranjamo pomanjkanje, ohranjamo mogoče res nepodporne ali toksične odnose na nezavedni ravni. Ampak se ti zdi, da imamo mi Slovenci resničen vzrok, da smo lahko tako nezadovoljni in tako jezni, mislim, tako, vsaj zdaj izgleda tako, ker jaz si tudi Slovencev tako ne doživljam, ne. Jaz vem, da smo Slovenci tudi izjemno gostoljubni, topli, ampak me seveda v teh svetovnih razmerah, kjer je toliko sovraštva in izključevanja, to čudi, da je to tudi v nas, ne. Jaz mislim, da imamo vse razloge, da smo res srečni. A ne? Ker živimo v tej
prelepi deželi. Jaz Slovenijo ne doživljam samo kot ozemlje, ampak kot bitje. Aha. In zelo blizu mi je tista zgodbica, da ko je Bog ustvarjal svet, mu je še malo vsega ostalo in je rekel, bom pa še ustvaril Slovenijo. In imamo zato Mi vse, kar je čisto ostalo. vse, od Krasa do Alp, do kraških jam, do rek, in to so vse bitja, ki nam govore. Je pa res, da je to bitje ali ta dežela, to gre bolj za razumevanje, ker lahko vpliva tudi na moje osebno življenje, kaj se je zgodilo deželi, če pogledamo, kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Vzeti je bila nekako, kot bi rekli, glava, a ne? Koroška. Odvzeta je bila Trst, a ne? Aha, kater del našega telesa? Odvzeta je bila Istra. Se pravi, na nek način, kako lahko to vpliva tudi na mojo psiho, in to sem začela raziskovati kot terapevtka, ko smo, recimo, ko smo iskali vzroke določene bolezni, ali zakaj se nekaj v družini ne more razrešiti, ali zakaj se nimamo dovolj radi. In smo pogledali že osebno zgodbo, smo pogledali družinsko zgodbo, morebitne šoke in travme, pa se še vedno zgodba ni odvila ali pa se ti klopčič ni v polnosti razvil, da bi ta oseba res zadihala. Na koncu smo prišli tudi na to, sem prišla tudi kot terapevtka do tega, kako vpliva na kolektivne travme. Kako lahko vplivaš, da se te klopčiči, mislim, jaz vem, da ti na primer obvladaš jogo, tudi duhovna, druga znanja, mislim, kako mi vplivamo to, da mi se tega kolektivnega ne zavedamo. Jaz, mislim, posameznik to začuti samo, ne? To nekje od zadaj je, to je v naših genih. Jaz, na primer, se velikokrat vprašam, saj veš, še pred 100 leti so igravci nismo smeli biti pokopani v sveti zemlji. 50 let nazaj, če si se rodil v nezakonski materi, si bil pankrt. Vsi zapuščeni otroci, ki, mislim, še mi malo starejši, nosimo nek pečat v sebi. Zato se tako zelo želim, da ne bi današnja družba oziroma bodoča družba, da bi se nehali pečatiti s takšnimi stvarmi, ker že čez 50 let je danes smešen, da je bil nekdo pankrt in zavržen in omadaževan, zato ker se je rodil nezakonski. Ne? Ja, škoda, da si delamo nove zgodbe, ker mislim, da je že starih veliko, pa ne zato, da mi ne bi bili radostni, ker jaz imam zelo rada življenje, ne? Ampak predvsem, da preteklost res ne bi bila tista nevidna prtljaga, ki jo nosimo, in tudi zato, da bi lahko pa videli, kaj vse nam je v preteklost tudi dobrega dala. Ja. Kaj smo se naučili na kmetijah, pri starih starših, da vidimo, kaj vse zdaj cenimo, ker tega več nimamo, pa smo kot otroci imeli. In naše podzavestno, dostikrat razložim to na enostaven način, da smo kot računalniki in da samo 10% tega, kar imamo v računalniku, res poznamo. Ostalo je v nezavednem in v podzavesti. In zdaj, kako dostopati v to, seveda pa vse to nezavedno in podzavestno vpliva na mojo frekvenco, ki jo dajam, vpliva na moje odločitve, vpliva na to, k čemu mene vleče, v katere odnose, kaj jaz pritegnem v svoje življenje. In v tem nezavednem, v teh 90%, ja, so negativni čustveni vzorci, je naša žalost, dvomi, strahovi, zamere, krivda, so mnoge nepodporne ali pa negativne misli, da je življenje težko, da nam nikoli ne bo uspelo, da nismo lepi, da sočloveku ni za zaupati. Na dušni ravni imamo tudi mnoge lahko rane, kako, naprimer, za sebe pogledam, sta bila starša ločena, to je vplivalo na mene, način, kako sta bila ločena, kako je moje srce in vsaka celica ob tem trpela. Se pravi, izziv je, ali pa v redu, sem en čudovit računalnik, v njem so stvari, ki jih ne poznam, so stvari, ki bi jih bilo dobro zbrisati, ampak v njem je pa tudi veliko lepega. So pa vsi tisti časi, ko sem bila na njivi,
ko je To stara vidim mama jaz, da če vsako- tebe spustim na vrt, pa mačke, pa psi, ti se spremeniš v deklico, res? Ja, jaz res se spremenim, a ne, in manj, ko imamo v tem računalniku najprej nepoznanega, potem manj, ko imamo tega negativnega, več je prostora, da potem Za res radost. tisto dobro živimo, tisto Ja. radost, a ne. In načini, kako iti v to nezavedno, zdaj imamo res 30 let nazaj, ko sem jaz iskala za sebe rešitve, ni bilo ene duhovne knjige v Sloveniji, a ne. Ja, zdaj Zdaj pa- tudi znanost dokazuje recimo to, kar 5000 let že kundalini joga ali 5000 let taoizem, Ja. kvantna fizika, s katero se tudi ukvarjam, dokazuje mnogo tega in imamo res ogromno možnih znanj in tehnik. Gre pa za to, da gremo v te nivoje, predvsem nezavedno na varne načine, da prinesemo na površje to, kar rabi biti prečiščeno, prečisti se pa lahko na mnoge načine z dihalnimi tehnikami, sama izvajam reiki, potem Bachove cvetne esence, Ja, točno to delaš, ja. obožujem, ker je nekaj čudovitega, narava nam je dala res toliko ključev. Zdravim žarki oziroma zdravim, jaz sem tista, skozi katere žarki gredo, zdravilni žarki planetov. Pa moji začetki so bili tudi v svetu angelov in nadangelov, tako da mnogo tai chi, qigong. Dobro je, da vsakdo najde nekaj za sebe, pa da tisto redno delamo, pa ne rabi biti to 2-3 uri na dan, lahko je 10 minut, pa je redno delo na sebi. Važen je, da iz človeka potegne najboljše, Ja. najslabše, ne? Jaz se velikokrat začudim, ko vidim kakšne duhovne delavnice in tako naprej, ki so polne nekih obsojanj, ki se niti ne zavedajo, da obsojajo, ampak samo to je moje pravo in nič drugače ali pa kakorkoli že. Ker namreč zdaj to govorim zato, ker jaz sem zaradi tebe spoznala in zaljubila, ker si taka dobra učiteljica, ne bila, v kundalini jogo, ne. In kundalini joga je tako zelo kompleksna, tako celostna. Ona poskrbi za ne vem koliko teles, kako to zdaj malo ti razloži, predvsem pa poskrbi tudi za to, da se človek lahko spogleda svojo lastno temo. Kar se mi ne znamo, pa si tudi ne želimo na koncu koncev, ker se tega bojimo. No, zdaj pa malo to filozofijo, zakaj je ta joga tako kompletna, celostna, telo in duha, in energijo, in kaj še vse. S kundalini jogo, jaz rečem z izvorno 5000-letno kundalini jogo, ker mi je pomembno, da poudarim, da učim res to tradicionalno jogo, ker potem se je to marsikaj razgubilo skozi 5000 let in se reče, da je nekaj kundalini joga, pa mogoče to ni. To se predvsem v današnjem času ne razgublja, tako, ker je pač, si vsak misli, da lahko postopek spremeni, zato ker je pač on najpametnejši. Ne, Ali pa ne. tudi odvisno, kje se učitelji šolajo, koliko let, koliko je tukaj študija, koliko so... Jaz sem se tudi učila, sem si zaradi tebe šla v šolo za učiteljico, nisem je pa končala, žal. Bova mogoče, ko bom jaz imela učitelj, Ja, čas za učitelje, čakam tebe, naviješ, ja. a ne, čakaš mene. Ja. To je joga, kjer mi treniramo telo, čustva, triume, dušo in duha. Za čisto vse poskrbimo, ne rabimo nič sami izumljati, samo sledimo torej vadbi. Vadb je preko 5000 in imamo na primer vadbo za zdravo ščitnico, vadbo za zdrave ledvice, imamo vadbo za iti naprej v življenju, imamo vadbo za spustiti strahove, se pravi, katerokoli čustveno, miselno stanje telesa lahko s pomočjo te joge uravnavamo. Je zelo praktična joga, hkrati močna, rečemo ji tudi joga ognja. Je avtocesta, torej ni mogoče za vsakega. So primerjave narejene, samo jaz ne rada primerjam, da je 1 leto kundalini joge 10 let nekih drugih jog. Zelo pomembno vlogo ima učitelj, se pravi, nikoli jo ne delamo brez učitelja, mnogo ljudi tega ne ve in gre mogoče potem iskati na internet, ampak tam mi ne vemo, kdo je ta učitelj,
kako uči, ali resnično sledi vsaki vaji. Vsaka vaja je določena, koliko časa jo delamo, kakšen je premor med vajami in učitelj rabi biti sposoben držati zavest, čemur mi rečemo v kundalini jogi, točke nič, ker je od te zavesti odvisno, kakšne rezultate bo imel učenec. Učenec pa rabi vse delati 100%, torej ni nekega zabušavanja vmes. Toliko kot zmore, tudi če je bolečina, znamo presoditi, ja, če imamo bolečino v srcu, takrat ne bomo šli naprej. Ampak če je bolečina, na primer, v mišicah, ali če Fizična, se začnemo ne? Ja, tresti, ja. je to znak, da se nam krepi naš živčni sistem. Ti si razložila, da v bistvu, ko mi, ker je to joga, kjer se zelo ponavlja, ne, lahko 3 minute en gib, ali pa držiš takole 10 minut v roke, Ja. ne? Ali pa 1 uro Ali pa kasneje 1 uro. Ja. Ne? In takrat, ko se ti zdi, da ko se že ves streseš, takrat se vse na novo začne graditi. Takrat se živčni sistem na novo gradi. Torej, ko imamo pa mi, živčni sistem je temelj vsega, a ne? Našega fizičnega zdravja, čustvenega ravnovesja, sposobnosti intuicije in kako bomo mi znali kontrolirati svoj in svoje misli. In ko je živčni sistem res močan v celem telesu, šele potem je lahko močan imunski sistem in šele potem so lahko hormoni uravnoteženi. Mi pa dostikrat poskušamo hormone uravnotežiti, a ne pričnemo od zadaj. Jaz razložim to tako, da živčni sistem je pritličje hiše, šele potem lahko postavljamo stene, prvo nadstropje imunski sistem in šele potem hormone. In šele potem damo lepe slike na steno, pa prinesemo čudovite rože in delamo dekoracijo. In je pol naše življenje res lahko tako lepo, a ne, ampak rabimo imeti močan živčni sistem in ga natrenirati, fizično delati. Kundalini joga tudi govori o 3 umih. To je v bistvu ena taka univerzalna resnica, kot trening vsakdanjega življenja. Se pravi, ti treniraš telo, čustva, vse, 3 ume, ne? Kako gre s temi 3 umi, to je res. Ja, jaz sem zelo navdušena nad znanjem kundalini joge, ker imamo ogromno znanj o življenjskih ciklih, zavestni komunikaciji, avtentičnih odnosih in o tem, kako smo mi zgrajeni. Ja. In velikokrat se pošalim, dobimo nov pralni stroj, preberemo navodila, mi pa nimamo navodil za življenje, ko se rodimo. Tudi starši ne in tudi mi kasneje ne. In če spoznamo, da mi sicer nismo ampak nam je življenje ali pa življenjska sila ali pa Bog, kakorkoli to poimenujemo, dal, zato da nas bi ščitil pred nevarnostjo, to je negativni pozitivnega zato, da bi vedno najdli rešitve, torej da ne obupamo, in nevtralnega, da bomo mi vedno živeli iz ljubezni po poti naše duše, sebe, ne drugih, in da ne bomo živeli iz ran oziroma ega. In večina ljudi večino časa preživi v negativnem umu, ampak v neuravnoteženem negativnem umu. Torej vsi 3 umi imajo vlogo, da nas ščitijo, da nam dajo rešitve in da nas vodijo, da gremo ven iz ran. Ja, ja. Vendar, če niso uravnoteženi, uravnotežimo jih pa z meditacijami v kundalini jogi, z vadbami, s fokusom, z dihalnimi tehnikami. Če niso uravnoteženi, naš negativni se poveže z ranami in bo mi rekel, ne bo ti uspelo, Katarina, ali pa življenje je težko. Skratka, negativen bo na vseh nivojih. Pozitivni, če ni uravnotežen, nam bo stalno delal probleme. Ja. Tako da vsi, ki se najdemo, da preveč verjamemo in preveč. Da stalno rabimo reševati. Jaz sem, če imam probleme in če jih rešujem, in če nimam mogoče mojih več, bom pa druge ljudi reševala. Ja. In če ne drugega, bom zjutraj sladko raztresla po tleh, čeprav se mi mudi. Tako da to je tipičen neuravnotežen pozitivni ali pa pozitivni če navežemo na današnjo družbo, je potrošniški Če ni uravnotežen, želim še to igračo, rabim otroku kupiti, rabim nov avto, še ta 5. obleko. To se pravi, da ta pozitiven niti ni tako zelo pozitiven, kot sem si jaz mislila. Tako kot negativni ni negativen,
ker nas ščiti pred nevarnostjo. A ne? Vidiš ti, Pozitivni mora biti uravnotežen, da nam bo res dal rešitve, ne da bomo mi probleme delali in jih bo še več. In zdaj, če pogledamo, pomembnost se nam pa začne najprej razvijati pri 3 mesecih, 4, ko se rodimo, negativni in vsi trije rabijo priti na vrsto. In da sem jaz to lažje razložila, ker imam rada teater, sem razložila tako, to so 3 igralci. Najprej rabi priti negativni na oder, ki ima 2-3 sekunde časa, ki bo vsem presodil, Katarina. To je vse grozno, to je konc. On mi bo rekel, nej tu levo. In gre dol, rabi dol, ne da on zdaj cel dan gor. Pa rabi pridati pozitivni, ki bo pogledal situacijo, ima spet samo 2-3 sekunde in bo rekel, Katarina, pojdi v desno. Ja, kam ja? In rabi zopet dol, da ne bo se spomnil še 10 drugih smeri in se ne bo mogla odločiti. In te smeri so bo potem pa mogoče iz mojih ran, ne pa za tiste, kar je za mene dobro. In potem pride nevtralni, posluša, kaj je rekel negativni, kaj je pozitivni in se odloči sam. Na podlagi česa? Odloči se na podlagi Če se ona dva na podlagi svojih izkušenj? Ko sta uravnotežena, bosta vedno vsi trije poslušajo dušo, če so uravnoteženi. Ta se bo pa lahko odločil zato, ker sta oba že naredila svoje delo, dajmo reči, za najboljšo možno verzijo, za avtocesto. Ali pa rečemo v kundalini jogi, da živimo po zakonih univerzuma, življenja v skladu s svojo dušo in da v skladu s seboj, ne pa da smo gospodarji drugih in da iščemo moč nad drugimi. Oziroma, da je moč ljubezni bolj pomembna kot ljubezen do moči. Ja, to bi pa mogoče ne bi bilo slabo tudi v osnovne šole dati, lahko pa tudi že kar direkt v parlament, pred tam, ko se odločajo, da ne prevaga eno, ne prevaga drugo, ampak... Ja, vsakdo pri sebi bi rabil se v tem spoznati, za vse odnose bi nam to koristilo. Za vse odnose, za mene osebno, ker sama sebe prepoznam, kater mi deluje in da ga rabim uravnotežiti. V kundalini jogi rečemo, je zelo pomemben, mi nismo ker včasih v duhovnosti, 30 let nazaj, tudi še 20, se veliko govorilo, kako je slab. Da moraš brez uma mi nimamo ideje, nimamo vizije, ni kreativnosti, ni umetnosti, ni napredka. Je zelo, zelo pomemben. Sam gre za to, da imamo mi daljinca, da ima naša duša daljinca, ki vodi da nam služi. Da smo varni, da najdemo rešitve, da smo kreativni in da živimo sebe. Se pravi, kundalini joga ima, se pravi, delaš fizično res aktivno in lahko delaš, mislim, tudi lažje, ti si ena odlična učiteljica, ti učiš, se pravi, in na tleh, in človek je lahko na stolu, po moje bi se ti prilagodila, tudi če bi kjer samo še ležal, a ne? Ja, tudi to sem že imela. Si že? Ja, posebej sem se izobraževala, kako delajo ljudje na invalidskih vozičkih in zdaj to uporabim za tiste, ki ne morejo biti v lotus položaju na tleh, ali pa recimo, danes sem zdrava, jutri si poškodujem koleno, še vedno lahko delam kundalini jogo. Tistega, kar pa ne moremo, naprimer, na stolu narediti, pa vizualiziramo. Kundalini joga je to že 5000 let nazaj učila. Joe Dispenza, naprimer, je zdaj to znanstveno dokazano, kako mišice lahko zrastejo, že s tem, ko si jih predstavljamo, da rastejo, ali pa da delamo nek gib. Kar pa ne pomeni, da zdaj ne bom naredila kundalini joge in si jo bom samo predstavljala. Torej, naredim toliko, kot lahko, grem še malo čez, se naučim tudi, kako si z dihom pomagati, če se že vse tresem, če se živčni sistem, iščem slovensko besedo, jača, hotela sem reči bilda, jača. In če to kot učenci vejo, potem predihajo. Hkrati pa vemo, da vse, naprimer, če v kundalini jogi nekaj dlje zdržim, pa bi drugače prej obupala, se naredi transfer v življenjski situaciji, ko je pa včasih gre za življenje in je treba zdržati. Se naredi se pravi, mi dajemo to, kar se pri kundalini jogi dajemo, ker dajemo skozi telo, si telo zapomni. Kakšen je notranji mir, kako se počutimo, ko so čustva uravnotežena, kako se počutimo, ko sem varna, ko bom vedno našla rešitev, se pravi, imam orodje, nisem sama,
vedno mi bo nekdo nudil pomoč, jaz ga znam uporabljati, torej imam avto, rabim se samo v njega usesti in se ga naučiti voziti. In vse to, ko potrebujemo v življenjskih situacijah, naredimo, jaz rečem temu copy-paste, presnamemo v situacije. Jaz ti kot igralka lahko povem, da tisto, kar si jaz zapomnim, moje telo, vlogo, tudi vlogo, telo ponotranji in začuti, to ostane za celo življenje. To je fenomenalno. Zato sem jaz tako zaljubljena v Kundalini. A veš, in jaz si tudi nikoli ne bom pozabila, ker sem jaz se matrala tam v začetku, mislim, in si ti rekla, če ne gre več, delajte vajo naprej v umu. Mislim, hkrati ti pa tudi ves čas daješ, naprimer pri Kundalini jogi ne popravljaš ti človeka, ki dela narobe. To je tudi, mislim, to so take posebnosti, ki so meni veliko pomenile, ne? Kakor da te ves čas popravlja, daj nogo dvigni više ali pa ne vem kaj še vse. In že itak ti ne znaš, pa te pa še nekdo frustrira, da vsi slišijo, da ne znaš. Jaz mislim, da najprej zelo pomembno je, da učitelj razloži, kako se vaja dela, da razloži tudi, kako se je ne dela. Ja. Ker ko razumeš, kako se je ne dela, bo več možnosti, da jo boš delal prav. Pomembno je tudi, da učitelj dela, da lahko, ne, in da zna postopoma. Najprej bomo pogledali, kako se fizično vaja naredi. Torej ne bom dala zdaj poudarka, da rabi biti fokus na tretjem očesu in kakšen bo dih. Ja, postopoma gradimo, a ne? Ti moraš fokus na tretje oko, pol kako boš dihal, pol kam boš prilepil jezik, pol moraš, mislim, to je... Katero mantro si govoriš, a jo še pečeš, a jo na glas, a jo samo v mislih. Ko veš, potem točno, še... sat nam, ne, to moraš vse delati, veliko je kompleksno je, ampak če je učitelj dober, kjerkoli učitelj, ne govorim samo o sebi, bo vse izgledalo zelo preprosto. Ne? In učitelj je tisti, ki ne rabi razlagati, kaj je vse v ozadju, da nekaj gre, ko sem poučevala 5-letne, 10-letne, 15-letne otroke. Oni niso vedeli, da sem na fakulteti bila 1 leto v fonetičnem laboratoriju, da sem se dobro naučila francoske izgovorjave. Otroci tega ne rabijo vedeti. Se pravi, ti greš potem z vsem, kako boš zdaj to na lažji način naredil, in tukaj seveda karkoli učimo. Če mi uživamo, če mi najdemo, in vedno se postavim, nikoli nisem želela, karkoli poučujem, tudi če je to kvantna fizika ali pa astrofizika, ki so res kompleksne, in matematika ali pa sveta geometrija, ne želim, da tisti, ki se učijo v kakršnem koli stresu. In potem, če ni v stresu, če spremlja, vemo tudi hormon, je potem to polno serotonina, hormona sreče, vse bolj si bomo to tudi zapomnili, in je potem izkušnja, in tisti učitelj, ki rad uči, tudi ne bo nikoli gledal, to je pa moja zasluga, ker sem to pomislila, ker sem to naredila, ampak je samo srečen, kako dobro se je počutil učenec, recimo. Ti si pravkar razpisala šolo Kundalini joge, se pravi, in v bistvu je prišlo tukaj prav do nekega nerazumevanja v tem smislu, ker je veliko ljudi, misli, da je to so pač to so te ure joge, ki ti tja prideš in z učiteljem delaš. Ne, ti si razpisala šolo, kjer nas popelješ skozi razlago, se pravi, kako se dela pravilno, mi delamo krije, hkrati pa zvemo še filozofijo, še marsikaj, se pravi, resnično zvemo tudi, zakaj so kakšne krije, ne? Mislim, ker to, da ti sam nekaj delaš, če pa ti veš, da naprimer delaš zdaj za svoja ledvička, delaš pa drugač, ne? Čisto drugače, če veš, v glavnem ti imaš to kompleksno, kaj vse delaš ti tam? Jaz sem iskala nov koncept, ki ga tudi v svetovnem merilu ni. Ni tega, sem videla, Ker imamo 2 možnosti, če želimo prakticirati Kundalini jogo. Ali da si učenec, ki greš na vadbo, vadba izgleda tako, da prideš, se usedeš, učitelj pove, katero krijo bomo delali, slediš učitelju in potem se vadba zaključi. Če bi želel vedeti več o 3 umih, ali pa, ko jaz vem, da so ledvica tista, ki poskušajo transformirati naše strahove,
A ne? In če na vseh nivojih spoznamo ledvica, kdo so ledvica na fizični ravni, na čustveni ravni, na miselni, na duševni, bomo čisto drugače delali tisto vadbo. In če da učitelj še nekaj zgodb prej, naprimer, in se bomo spomnili, da je tudi nas bilo tega strah, da nas je mogoče še zdaj strah, bomo videli, da skozi vadbo mi te strahove transformiramo in čistimo, da se bo naredil prostor za več pozitivnih programov ali pa radosti, veselja, zaupanja v življenje. Druga možnost je pa ta, da postaneš učitelj, Ja, to sem. ki po enem letu že lahko poučuješ, vendar je svetovano, da imaš mentorja. Jaz sem naredila 6 let študija in se še naprej izpopolnjujem, tako da zdelo se mi je škoda, da do znanj, da nekdo, ki bi rad vadil, ne more priti do znanj, razen če gre na 1 leto študija. Zato sem naredila neko vmesno pot, da je to šola, kjer in hkrati tudi to, da nimamo vsak dan nove vadbe, da je enkrat tedensko samo eno vadbo, da mi razumemo, da s položaji, z dihalnimi tehnikami, s fokusom. Intenzivnim dihanjem, dihanjem ognja. Kako je že dihanje ognja? Ja, dihanje ognja je to je zelo pomemben dih. Ga bomo pokazali, samo da to zaključim, da ne pozabim, da ne zgubim nit. No, vse sem jo že zgubila, treba dihati, kaj se hotela povedati. Je treba dihati. Samo da se ponovadi zelo hitro spomnim, kaj je bila tema. Ja, da razumemo, da ko vadimo, mi dobesedno odpiramo vse organe, odpiramo auro, v kateri imamo čustveno, miselno in dušno telo, da to dobesedno so operacije. In mi zdaj, naprimer, dajemo iz ledvic nekaj strahov, jezo iz jeter, da smo malo praktični, žalost, naprimer, iz trebušne slinavke, neko zgodbo iz otroštva, ki se je naselila na nekem čustvenem nivoju, neko misel, da ne, Katarina, ti ne smeš živeti svojega življenja, jaz, stric, sem se odločil, kako boš ti živela. Mi vse to čistimo, in kar želim povedati je, da je dobro, da to vadbo delam samo eno vadbo, ne da bom naslednji dan naredila novo operacijo na drugem organu, ta tretji dan novo na ta tretjem. In je to danes navajeni hitro, danes to vadbo, da nam ne bo dolg čas ali pa kaj takega, ne? Ja. Ali pa tako razložim, če bi šli danes na operacijo ledvic, ne bi že jutri kar skakali naokoli, bi dali telesu čas, da integrira. Torej mu ne bomo dali še ene operacije, naj telo integrira. In kar se mi zdi čudovito pri kundalini jogi je to, da dobesedno mi programiramo izvorno stanje organov v sebe. Veš kaj, ko te poslušam, ves čas bi si želela, da bi nekako prišlo iz te teorije, kar si ta trenutek rekla, da bi to, naprimer, lahko razložili bolj konkretno, ampak se ne da, ker jaz sem sama dala to skozi in vem, da naprimer ti o tem govoriš, jaz se poskušam to nekako predstavljati, ampak pol v že vsakdanjem življenju pa vidim napredek. Se pravi, da se ne zaletavam v neke iste probleme, da se seveda novi pojavijo, ker je vedno življenje nas izziva, ampak tako, da v bistvu vidim, kako napredujem in fizično, in psihično, in čustveno. Zdaj pa greva midve na... Greva na to, a ne? Ja, kako že? Dihanje ognja je sicer ni najlažja dihalna tehnika, ampak je tako zelo intenzivna. Je pa zelo intenzivna. Ko jo začnemo, je pomembno povedati, da jo delamo mogoče 10 sekund, 20-30, ne preveč. Pomembno je tudi, da ne hiperventiliramo, dihamo ves čas skozi nos. To je tehnika, najprej povem, kako se dela, potem pa zakaj je tako dobra, tako da tudi, če jo bodo gledalci naredili 30 sekund enkrat na dan, bo to nekaj čudovitega. In sicer ne delamo jo edino, kadar imamo menstruacijo, tako da to je potrebno paziti, ker gre takrat telo že dosti čez drugih transformacij in da ne pumpamo trebuha premočno notri. Torej, ko bomo naredili izdih, ob izdihu rabimo, zdaj bom pokazala, da trebuh in tudi spodnji del trebuha dati čim bolj notri, ob izdihu. Čim bolj notri, da gre ta spodnji del trebuha tudi bolj notri, si lahko predstavljamo, da si zapenjamo ozke kavbojke. Se pravi, ko dam trebuh notri, ne gre toliko. Če si predstavljam, da so še ozke kavbojke,
a ne, si lažje in hkrati se mišice zadnjice, a ne, se že na njih še delamo in ko spustimo trebuh, se avtomatsko naredi vdih. In spet izdih, se potem bom pokazala, brez prekinitev. Torej, pomembno je tudi, da je hrbtenica ravna, da je glava naprej, da nimamo glave gor ali glave dol. To je učiteljica, ne? Vsak detalj, ker drugače naredimo škodo, pa ne želimo, ne želimo, ker kundalini energijo mi že pumpamo s to vajo, tudi s to vajo navzgor po hrbtenici in ni dobro, če bom imela jaz vrat tako gor, se bo energija zastala v vratu ali pa v glavi, kar ni dobro za moje hormonsko ravnotežje, zato je potrebno, če se vrnem, hrbtenica vzravnana, ramena sproščena, glava gleda naravnost, ob izdihu gre trebuh notri, čim bolj notri, ob vdihu skozi nos ga spustim in potem, ko se naredi, tole pa mogoče, kadar imam jaz malo treme, ampak danes je nimam, nikoli mi ne uspe ene vdaje narediti brez robčkov, ampak zato sem rekla, da bom nekoč imela Living Love robčke, firmo. Se hecavali. Se pravi, ko je vse to, to izgleda takole. In je kot, jaz rečem, kot lokomotiva, ki se zažene. In v nekaj sekundah nam postane zelo vroče. In to je tehnika, ki nam recimo za telo pomaga čistiti sluz iz črevesja, ker več kot je sluzi, bolj je telo kislo, več je vnetij, več je možnosti za nezdravje. Ko jo vadimo po točnem določenem ritualu, čisti kri, ko jo postopno zvadiš, jo lahko delaš tudi na varne načine 15 minut in takrat se, to je dokazano, prečisti celotna kri v telesu. Tako da, poskusite. Mislim, mi bi rabili 2 oddaji, ker zdaj pa pride tole na vrsto, tole, kako bomo to ven dobili. Tako, kot je šlo noter. Tako, kot je šlo noter, mora tudi... To je pa tvoja naslednja strast. Mislim, to je pa tako lepo, nekaj tako lepega, jaz še, mislim... Tudi v to sem zaljubljena, v to tvojo umetnost kuhanja oziroma pripravljanja hrane z rožami in z divjimi rastlinami. To pa tudi, koliko časa to že delaš oziroma od kje je pa to, kje se je pa ta ljubezen rodila? Najbrž se je res že v otroštvu, ko sem se z rožcami pogovarjala, ampak takrat nisem si mislila, da bom nekoč rada kuhala, pa pripravljala hrano. Sicer stara mama je vedno rekla, da bi bila lahko cvetličarka, ker sem rada delala šopke in ikebane. Drugače, prav do divje kulinarike, to je pa že tam tudi 30 let. Moja prva delavnica je bila pri Dariju Corteze. Ja, sem bila tudi pri njem, Tako da hvala, Dario, da si prinesel to zavedanje o divji kulinariki in ker ne gre samo za to, da smo samooskrbni lahko v določenem delu z divjo kulinariko, ampak tudi to, kaj vse nam da telesu. Tako da zdaj, če se pa vrnem na vprašanje, tako da z Darijem se je začelo na eni delavnici, kupila sem, mislim, takrat vse knjige, ki jih je takrat Dario imel in potem je to meni postalo nekaj naravnega, tako da raje imam jed brez soli kot brez rož. Kaj pa poziv, mislim, zdaj pa dajva tukaj povedati, kaj je gor, naprimer, To vem, da je deteljica, mislim, ti mene učiš, tako da jaz sem se že veliko naučila, A boš pa ti povedala, Ne, ti povej. Tole je mala Marjetka, to so tvoje pelargonije. Potem imamo tlele baziliko, pa listke armana. Armana, pa mačeha z listom divje jagode. Divje jagode. Potem tukaj je smrdljivka, malo sem še z vrtnimi, zopet ena mačeha, regradov cvet, tukaj je krizantema, ki je tudi užitna, tukaj je tudi krizantema, rukola iz mojega vrta. Namaz je pa, mislim, da... 2 namaza sta. Ta roza namaz je iz rdeče pese in hrena, rumen je pa iz tofuja in gorčice.
Mislim, to je neverjetno. Ti delaš tudi, a lahko jaz kar pojem? Lahko, A vam lahko naredim mal... Lahko seveda bi dodali karkoli, a ne? Jaz nisem dala veliko zelenjave in ničesar. Mislim, se vem, da je dober. Ja, ne iščemo toliko okusa, čeprav se da ogromno lepih okusov narediti, ampak iščemo zdravje, iščemo hranila, ker divja hrana ima vsaj do 10-krat več mineralov, vitaminov, rudnin, kot bio zelenjava. Hkrati jo pa telo v polnosti absorbira. Tako da in mi res v Sloveniji imamo toliko divje hrane. Jaz si tako želim, da bi Slovenci recimo vsaj regrat celo leto jedli. Celo leto, ne? Celo leto. Celo leto, poleti ga naberemo bolj v kakšnih senčnih predelih, zato da je manj grenek, lahko ga čisto na drobno kot prteršilček recimo damo povsod, lahko ga zamrznemo. Ti si zaljubljena v koprivo, ne? Jaz sem zaljubljena v koprivo. Srečem kopriva, regrat in trpotec in imamo že vse. Ja, ker vse, kar sem jih zdaj omenila, lahko tudi posušimo in damo potem v prah, vse lahko poparimo, blanširamo in to gre v zelenjavne mafine, v plasti lazanje, v juhe. Enako lahko vse to zamrznemo, kot špinačo ali blitvo, torej tam, kjer uporabljamo. Jaz sem videla, da so vsi, mislim, čist bili navdušeni nad pico, mislim, iz rožic si naredila pico, ne? Ja, pico naredimo, potem na koncu damo rožice, a ne, Mislim, ja, okrasimo, ampak seveda z rožami hkrati dajemo tudi barve, damo s tem tudi barvno terapijo in zahvaljujoč znanosti je tudi zdaj to dokazano, da na katere dele telesa ali čakre vpliva barva hrane. Tako da večkrat ti povem to zgodbo zidarjev, a sem ti jo že povedala v Franciji, ko so zidali in sem imela bolj malo časa za pripravo kosila. Katarina je namreč kar 10 let živela v Franciji. Ja, jaz sem živela v Franciji in sem pripravila pice, ker je bilo to najhitreje, seveda z vso zelenjavo iz vrta in potem se nekaj, me ne poznajo, nisem se upala preveč okrasiti s cvetlicami in sem bila že na poti, da jih postrežem, pa rečem, ne, to mora biti moja pica. Sem nesla nazaj, sem dala gor rožice, še v en posebno posodo še dodatne, če bi se še dodatno, in sem prinesla. In so bili tako navdušeni, da ko sem prišla nazaj, ker sem šla še nekaj iskati v kuhinjo, so vsi slikali in pošiljali ženam domov. To so bili zidarji iz mnogih različnih držav. Preprosti ljudje, ne? Preprosti ljudje iz različnih držav, ki jim je bilo tako lepo in so potem postale rože, tisti vezni tekst med nami, ko so mi oni povedali, iz kje prihajajo, kolikrat lahko sploh grejo domov k svojim ženam in otrokom. Tako da, mogoče je sporočilo, da smo to, kar smo, ker potem se zgodijo še lepše zgodbe, kot bi si jih želeli. Ja, jaz mislim, da si ti kar umetnica življenja in za konec nam sam povej, ker tudi, se pravi, jaz bom začela, se pravi, se sladkati. Tudi to, mislim, so v bistvu tvoji, si sodelovala pri diamantni zemlji, jaz na primer jo imam doma, to je barvna terapija, to je pa že kvantna znanost oziroma sveta geometrija. Samo povej, za konec nam povej, zakaj je to blagodejno, kako nam pomaga? Pomaga nam dvigovati našo svetlobo v nas ali pa to, kar v resnici smo. Kot sva se prejle, in seveda sem zdaj to zelo enostavno povedala, ker je tukaj 20 let raziskovanj in ker sta to svetovno priznana izuma, diamantna zemlja in metageneza. Da imamo, ko sva se pogovarjali, kako nezavedno čistiti, možnost, da gremo v nezavedno, da čistimo, kar ni dobro, imamo pa tudi drugo možnost, sem pri nas prinesti svetlobo in bo ta zapolnila prostor. Tako kot nimamo stikala za temo, če je temno, samo prižgimo luč.
In tehnologija, da bom kratka, je v sveti geometriji, torej v diamantni zemlji je ogromno teh trikotnikov in tukaj imamo 915krat zlato število, to je najbolj kompleksna struktura v matematiki. Zlato število je pa 1,618 in celotno vesolje bazira na tem številu. Brez tega števila ne bi bilo planetov, zvezd, ne nas. To je število življenja, ki omogoča življenje, torej brez tega ne bi bilo, mi ne bi bili fizični in ne bi bilo fizično ničesar v stvarstvu. Torej, če je zlato število in če imamo enkrat ta proporc, naprimer v sobi, je v sobi harmonija. Keopsova piramida ima 10krat zlato število, ta struktura v krogli ima pa 915krat. Se pravi, prinesemo v dom, v pisarno, v yoga studio harmonijo, ni nam več potrebno čistiti prostora, če je velika diamantna zemlja, ker imamo tudi take manjše osebne. Ker nosiš ves čas, da te podpira in da... Ja, ves čas podpira, ker ves čas daje v harmonijo moje fizično telo, čustva, misli, dušo in duha, čisti, kar je zaščistiti v meni ali pa mi da v zavedanje, da se jaz bolj zavedam, na čem imam zadelati. Hkrati, ker je pa to število življenja, nam pa spodbuja večjo vitalnost. In najbolj se pa to pokaže, ko jo damo na vrt in imamo potem korenje, ki ima 10 cm. Bogatejši pridelek. Bogatejši in koren z 10 cm premjera in črne redkov, tako, kot je še moja stara mama ni videla. Mislim, da bi bila vesela, če bi bila še živa. Kaj sem vam rekla? Mislim, zraven Katarine ni dolg čas. Zraven Katarine je vse lepo, barvito, živahno, harmonično. Ves čas zveš kaj novega in dober tek, dragi moji, naredite si praznik. Vse raste tam zunaj. Hvala ti, Katarina, hvala za jogo, za tvoje znanje in deljenje z vsemi nami. Se vidimo naslednji ponedeljek. Zdaj grem pa naprej jesti, koliko je pa meni to dober.